pri letalskih prevozih pač za karto z bivališčem, ampak obrazca ni, argumentacija je na nas. Naslednja zelo pomembna, najbolj pomembna izjema je vstop oziroma ponovna vrnitev tako imenovanih rednih vozačev zaradi poklicnih razlogov. Rečemo jim lahko tudi delovni migrantje. Pri čemer Avstrija to rednost tretira tako, da se izvede prehod meje vsaj enkrat mesečno. Se pravi, ni potrebno dnevno, ni potrebno nekaj dnevno, tedensko, ampak vsaj enkrat mesečno. In ta interpretacija njihovih delovnih migrantov, pendlerjev, je zelo, zelo široka. Tukaj notri se najdejo tako zaposlene osebe v Avstriji, ki so bile prej omenjene, tudi napoteni delavci, samostojni podjetniki. Torej, večina poslovnih izjem bo našla tukaj noter lahko svoje mesto, ampak pod pogojem, da to izvajajo redno, periodično, vsaj enkrat mesečno. Naslednja izjema so ponovno tudi redni vozači, ampak iz razlogov udeležbe pri pouku, pri študiju. Ponovno, vsaj enkrat mesečno. Dodatna izjema, zelo pomembna za družine, so spet redni vozači zaradi družinskih razlogov ali obiskov življenjskega partnerja, ampak poudarjam, vsaj enkrat mesečno. Nekaj še drugih razlogov, ne bom jih posebej našteval, če potrebno se bomo na to usmerili, ampak to je jedro izjem, na katerega se skuša večina oseb, ki prečkajo mejo, s temi upravičenimi razlogi nasloniti. Poleg teh splošnih izjem obstaja še posebna izjema za tako imenovane nepredvidljive, neprestavljive in posebej upoštevajoče družinske razloge, kot so težke bolezni, primeri smrti, se pravi pogrebov, pa tudi rojstva, oskrba, podpore potrebnih in tako naprej. Tudi ti primeri so izjema, ampak kot rečeno, morajo biti nepredvidljivi. Če gre za predvidljivo udeležbo, potem smo takoj na splošnem pravilu, ki zahteva negativni test oziroma karanteno, razen če so ti predvidljivi dogodki periodični, mesečni, in smo na drugi izjemi. Pri tem moramo vedno imeti v mislih, da je dokazovanje verodostojnosti teh izjem v rokah oseb, ki vstopajo, se pravi v vaših rokah. Od njih pa bodo presojali ti kontrolni organi na meji samostojno. Zato bodimo na meji na to pripravljeni. Imejmo s sabo dokumente, ki potrjujejo te naše argumentacije. Bodimo verbalno pripravljeni. Zagotovo kakšen stavek tudi v nemškem jeziku, kakšna beseda bo zelo dobrodošla. Sploh beseda monatli, se pravi mesečno. Moramo se le zavedati, da na meji avstrijskim organom v tem trenutku pomagajo tudi vojaki, ki pač imajo določen vzorec spraševanja oseb, in kolikor bodo zelo hitro našli odgovor na to, kar je pač izjema, bo tak tudi njihov pristop. Naj omenim še, da Avstrija zaenkrat vsaj do 7. februarja, se pravi še dober teden, načrtuje popolni lockdown, vključno z omejenostjo gibanja celodnevno, razen z izjemami, za minimalno razdaljo 2 metrov, z nošenjem FFP2 maske v trgovinah, v javnem prevozu. Vse te omejitve pač potrebno upoštevati, tudi če smo v Avstriji iz drugih razlogov. Ravno smo prejeli zelo svežo informacijo, ki se navezuje tudi na možnost podaljšanja lockdowna in hkrati zaostritev teh vstopnih pravil. In sicer se nakazuje, da bi lahko v bodoče tudi vozači, pendlerji, vse te izjeme, ki smo jih prej našteli, ki vsaj enkrat mesečno vstopajo v Avstrijo, da bi se tudi oni morali vpisovati v ta elektronski sistem. Zelo verjetno je, da bo ta izjema nastopila že z ponedeljkom, ampak počakajmo, najprej morajo to sprejeti in objaviti v uradnem listu. Ampak vse neformalne informacije gredo v to smer. To je, kar se tiče avstrijske strani. Ko pa prestopamo mejo, pa se zavedamo, da se tukaj soočata dva sistema. Se pravi, na eni strani avstrijski, vsi tisti, ki pa vstopamo, pa se želimo seveda potem tudi vrniti v Sloveniji. Glede vstopa oziroma ponovne vrnitve v Slovenijo iz Avstrije,
ki je ravno tako označena kot rdečo rizično območje za Slovenijo, pa na podlagi zadnjega aktualnega slovenskega odloka, zadnja sprememba je bila prejšnji teden, 22. in velja do jutri, še naprej velja splošno pravilo negativnega testa. Se pravi, tudi na slovenski strani meje je lahko test ali PCR ali hitri antigenski test, pogoj pa je, da je opravljen v državah EU oziroma v Schengenu. In ne sme biti starejši od 48 ur od dneva izdaje. Se pravi, tukaj že vidimo razliko. 48 ur od dneva izdaje. In karantena se pri vstopu v Slovenijo vselej prekine takoj z veljavnim negativnim testom. V Avstriji temu ni tako, ne? Od 16. januarja naprej se je omejitev hitrega testa zožila na 24 ur. Tako da moramo biti pozorni. Imamo na avstrijski strani pristop, ko velja 3 dneve, 72 ur, na slovenski strani PCR 48, 24. In hkrati je tukaj podan zožen obseg 13 izjem, katere so najbolj izpostavljene slovenske izjeme. Se pravi, dnevni delavci migranti, ki se morajo vse v 14 urah po vstopu vrniti. To je pravzaprav ključna gospodarska izjema. Moramo se zavedati, da nimamo izjeme, posebne izjeme za poslovne poti. Samo dnevni delavci migranti. Potem prosti pretok blaga ali oseb, če se zapusti Slovenijo, seveda v 6 urah ponovno. Upravljanje mednarodnega prevoza, tranzit Slovenije, podobno kot v Avstrijo, s pogojem, da se zapusti Slovenijo v 8 urah. Zelo dobrodošla je bila izjema, da lahko v Slovenijo vstopijo brez testa tudi osebe za opravljanje varstva, pomoči, podpore potrebnim osebam, za oskrbo, nego družinskih članov. Veliko imamo družin, ki so nekako na obeh stranih meje in se morajo tem prilagajati. Za starševske stike z otroki, na novo, se pravi od 22. pa tudi za vzdrževalna dela na zemljiščih ali na objektih, ki jih imamo v lasti, v najemu, v uporabi. Ampak pogoj za to izjemo je ponovno vračanje v 12 urah. Se pravi, v slovenskem primeru se te izjeme vse obrnejo relativno hitro, tekom istega delovnega dneva. Podobno velja za dnevno občasno prehajanje meje z vključenostjo v vzgojo, izobraževanje ali raziskovanje, tudi za dvolastnike zemljišč, kar nekaj takih primerov za opravljanje kmetijskih, gozdarskih, poljedelskih del in se morajo potem vrniti takoj po opravljenem delu. Tako da nabor teh izjem na slovenski strani je relativno ozek in tudi časovno omejen. Razlike med mejnimi ukrepi na avstrijski in slovenski strani pa torej nedvomno obstajajo. Zato jih je potrebno pri odločitvi, ko se za čezmejno pot v tem lockdown času, se jih enostavno moramo zavedati. Ukrepi se kar pogosto spreminjajo, tako da je treba dobiti res zadnjo aktualno ažurirano informacijo. Lahko jo dobite tudi na spletnih straneh našega veleposlaništva. Čisto na splošno bi lahko rekli, da so omejitve vstopa v Slovenijo bolj zaostrene kot v Avstrijo, je pa nedvomno tudi epidemiološki položaj v teh tednih v Sloveniji težji kot v Avstriji. Tako da premislek nujnosti poti je na mestu. Če pa ta je potrebna, se pa najpogosteje tudi najde ustrezna rešitev za njeno izvedbo, če tudi s testom. Tako da se lahko to sicer zelo povezano regionalno okolje, v katerem tudi Slovenska gospodarska zveza tako aktivno deluje, da lahko oni ohranjajo stike, družinske, gospodarske in še druge. Tako da to bi bil en krovni prikaz ureditve vstopanja na eno ali drugo stran meje. Zdaj bi pa jaz besedo predal kar vam, pa se usmerimo na konkretne dileme. Tako, jaz bi kar predlagala, da odgovoriva na vprašanja, ki jih že lepo dobivamo ali v chat, ali v tam imate območje za vprašanja in odgovore. Prejeli smo po e-mailu 3 vprašanja, pa bom najprej začela z temi vprašanji. In sicer sprašujejo študenti in dijaki, ki tukaj ali študirajo ali so v srednjih šolah,
In sicer, če jih starši pripeljejo čez mejo čez in se potem takoj vrnejo nazaj. Ali je to zadostni razlog in kaj potrebujejo v tem primeru za prehod? Spremstvo otrok je na avstrijski strani dopustna izjema, hkrati pa je tudi eksplicitno dopustna izjema na slovenski strani. Tako da v tej zvezi nimajo težav. Seveda je jasno treba tlele dokazovati pač sorodstveno vez, dijak, študent bo moral dokazovati svoj status na avstrijski strani, njegov starš, se pravi oseba, ki ga pa tja pelje, pa to razmerje z jasnim zagotovilom, da se takoj, ko bo pač študenta, dijaka oddal, vrača domov. Zdaj pa mogoče. Gospa Brina Zagorc sprašuje, kakšne so omejitve za nekoga, ki se bo zaradi študija v naslednjem mesecu selil na Dunaj? Doktorski študij, namreč ogled stanovanja, ker pač selitev je en velik proces, to vsi vemo, spada to med izjeme ali je vsakič potrebno imeti PCR test in dokumentacijo? Torej, gospa se seli na Dunaj, poiskati je treba stanovanje in urediti se zadeve, zato da bo lahko normalno pričela študijem. Ja, tukaj imamo zdaj več komponent zraven vključenih. Tu iz obmejnih omejitev pademo tudi v te lokalne, nacionalne omejitve, če želite. Gospa, ko bo iskala stanovanje na Dunaju, se mora zavedati, da v vseh stikih z strankami, se pravi maklerji, posredniki pri ogledih, pri oddajanju stanovanj, bodo zahtevali nošenje FFP2 maske, čim več stikov naj skuša izvesti na daljavo, preko interneta, si ogledati, tako da ko želi dejansko izvesti samo še pregled na terenu, mogoče sprejeti končno odločitev, da bo že imela nekako komponiranih več ogledov hkrati, ki jih bo lahko opravila v enem dnevu. Zakaj to omenjam? Njena nočitev v Avstriji ni samo po sebi umevna. Avstrijski hoteli so v tem trenutku zaprti. Dopustni so samo za izjeme, posebne izjeme in za poslovneže. In gospa verjetno ne bo imela statusa poslovneža, predvidevam. Tako da bo morala skušati usmeriti svoj obisk tekom enega dneva. In tekom enega dneva veljaven PCR ali celo HT zadostuje na obeh stranih. Tak bi bil moj nasvet. Pa FFP2 masko, seveda. Tako je. Potem imamo naslednje vprašanje. Manca nam je poslala to vprašanje. V mojem primeru imata partner in otrok avstrijsko državljanstvo, zato jima ni dovoljeno potovati zraven. Se pravi pač, obisk bližnjih sorodnikov za krajši čas. Sama sem videla, da je dosti Slovencev, ki živijo v Avstriji, obiskovalo svoje starše v Sloveniji skupaj z njihovimi partnerji oziroma otroci. V mojem primeru imata partner in otrok avstrijsko državljanstvo, zato jima ni dovoljeno potovati zraven, čeprav živimo na istem naslovu. Razumem, da sama ne moreta prosto prehajati meje, ampak zdi se mi diskriminatorno, da ne smemo potovati kot družina zgolj zaradi njunega državljanstva. Mojih starših tako niso smeli videti že mesece, to nam je zgodba vseh nas. Ali je možno doseči kakšen dogovor, da bi tudi neslovenski partnerji in otroci lahko obiskali bližnje sorodnike v Sloveniji? Torej govoriva prehod meje, se pravi družina z različnimi državljanstvom. Ja, v tej zvezi bi se jaz naslonil na dva elementa. Se pravi, najprej moramo se zavedati, da na meji vsako osebo obravnavamo individualno. Vsaka oseba ima svoj potni list, svojo osebno izkaznico, nimamo družinskih potnih listov, če tako rečem. Tako da tudi, če je eden izmed članov gospodinjstva uporablja eno izjemo, se moramo zavedati, da to ne pomeni nujno, da jo uporablja tudi drug družinski član. Mogoče se to zdi zelo logično, recimo pri uporabi poslovne izjeme gre oče na poslovno pot, ampak če ga spremlja še sin, je njegova obravnava lahko drugačna. Ja. Tako da moramo poskrbeti za to, da vsi, ki prečkajo mejo, so vključeni v enako obravnavo, sicer se lahko hitro ločimo.
velja izpostaviti, da določene omejitve ne veljajo za otroke stare do 13 let, se pravi po slovenskem odloku otroci do 13 let jih ni potrebno testirati, pač delijo usodo v tem primeru staršev, na avstrijski strani pa to velja za otroke do 10 let. Zdaj, drugi del pa je tlele povezan z državljanstvom. In tle moram poudariti, da sistem omejitev na mejah se ne usmerja na državljanstvo, ampak se usmerja na prihode iz rizičnih držav ali območij. Kolikor prihajate iz rizičnega območja, ne glede na vaše državljanstvo, lahko ste tudi avstrijski državljani, boste soočeni z istimi pravili. Seveda matični državljani imajo nekje lažje vstope zaradi medicinskih posegov, zmeraj se morajo vsaj vrniti domov, ampak to ne pomeni, da za njih pravila ne veljajo, bodo doma nastopili s karanteno. Državljanstvo v vašem primeru, se pravi v primeru gospe Mrvar, ne more biti razlog, da bi nekdo lahko šel na družinski obisk, drug pa ne. Kolikor se obiskujejo periodično, potem na avstrijski strani težav ne bo. Na slovenski strani pa se je treba zavedati, da v tem primeru se je potrebno vrniti v 12 urah. In eno vprašanje je prišlo ravno na to. Kako se dokaže, da sem se nahajal na primer v 12 ur in da se potem vrnil nazaj v Slovenijo, na primer? Kako dokazujemo, da smo bili res 12 ur samo v Avstriji? Ja, v bistvu to je zdaj bolj vprašanje za slovenske organe kot za organe na avstrijski strani. Je pa dejstvo, da za to elektronsko registracijo bodo avstrijski organi bistveno lažje preverjali periodiko. Kolikor bodo tudi vozači vključeni v te prijave, prijava samo po sebi ni problema. Noter pač staviš podatke, kam greš, kdaj greš, kdo si in tako naprej. In ti podatki se bodo po 28 dneh izbrisali. Ampak bodo tam. Se pravi, organ na meji bo že takoj videl, da to je res oseba, ki večkrat mesečno, tedensko ali celo dnevno prehaja mejo. Na slovenski strani meje boste to zagotovitev pojasnjevali našemu policistu. In glede na to, da je tlele jezikovna omejitev, da jezikovne omejitve ni, bo delo malce lažje, ampak hkrati pa težje pri dokazovanju, da se boste res vrnili. Tlele pač igra tudi zaupanje, prepričljivost razlogov in tako naprej svojo težo. In še enkrat poudarjam, vsem je težko, tudi mi že kar nekaj mesecev nismo bili doma, ampak premislek o nujnosti poti je na mestu. Tudi Avstrija ima v tem trenutku še zelo visoko raven dnevnih okužb. Ne kot Slovenija, ampak še zmeraj zelo visoko, so v popolnem lockdownu. Imejmo v mislih, da se ne nahajamo v običajnih razmerah, niti ne v razmerah nizke tveganosti. Ravno okužb v Avstriji v tem trenutku še zmeraj 2-krat, 3-krat višja, kot pa je bila na najvišjem robu spomladanskega vala. Samo za občutek, pa to že kar pozabimo. Jaz mislim, da nam je največji problem vsem nam to, da je to zdaj že 1 leto naokrog, in da kar ni konca. Ampak greva naprej na vprašanja, ker je kar še nekaj vprašanj. In sicer gospa Jezeršek sprašuje, smo podjetje, ki tedensko izvajamo montažo lesenih izdelkov v Avstrijo. Smo mi smatrani kot migranti. Ta teden izpolnjujem obrazec za prestop meje in v obrazec ničesar ne vpisujem. Niti nimamo narejenih testov in ker smo do sedaj šli čez, nikoli niso zahtevali nobenega potrdila. Torej, gospa Jezeršek oziroma njeni sodelavci očitno zelo dobro argumentirajo na meji, že poznajo, uporabljajo stalni mejni prehod in seveda osebe, ki so tam, vidijo, kdo prehaja in si tudi zapomnijo. Tako da to pač počasi postane uveljavljena praksa. Tule govorimo o sistemskem okviru. Če oni dnevno izvajajo aktivnosti v Avstriji, so normalno delovni migranti, pendlerji in lahko to brez problema dokazujejo za Pendlerbescheinigung,
oziroma pri napotitvah delavcev za ZKO3 obrazci. Vse te morajo imeti delavci s sabo sprintane, natisnjene že zaradi finančne policije in to je za njih dokazilo njihovega migriranja. Na slovenski strani pa, kot rečeno, kolikor gre res za dnevne delavce, da se to dnevno odvija in pri gospe je očitno pravzaprav že tak primer, potem ni težav. Isti dan se je potrebno vrniti domov in predvidevam, da tle je poslovni model tudi tako nastavljen, da se pač delavci zmeraj vračajo domov. Načeloma teh omejitev, kolikor imajo to dokumentacijo izpolnjeno, pripravljeno, ne bo. Bodoče bomo videli s ponedeljkom, mogoče elektronska registracija. Ampak treba se zavedati, tudi delavci, ki veliko migrirajo na eno ali na drugo stran meje, ki so veliko v stikih z drugimi osebami, imajo izrazito povečanje tveganja. Tako da nič ne bo narobe, če se izvedejo tudi kdaj testi, če se mogoče tedensko sodelavce pač da testirati. Ti hitri antigenski testi so zdaj že zelo dostopni, ne samo na avstrijski, tudi na slovenski strani, tako da s tem bodo samo prispevali, da morebitni primer okužbe, če do njega pride, da se ne razširi najprej znotraj kolektiva in potem še naprej. Zdaj imamo še par podobnih vprašanj in sicer gospa sprašuje, kakšne pogoje oziroma dokumente moramo izpolnjevati ob dostavi, se pravi, izdela so pohištvo fizični osebi v Salzburgu. Se pravi, podjetje Slovenije je izdelalo pohištvo in ga zdaj mora dostaviti v Salzburg. Verjetno je to vse to, kar so zdaj že povedala, mislim, da so že dosti dobro odgovorila, ne? Ja, jaz mislim, da pač tlele gre za klasično čezmejno opravljanje storitev. V tem primeru predvidevam, da ker gre za prevoz pohištva, da gre za dopolnilno transportno dejavnost, se pravi prevoz za lastne potrebe v okviru tega podjetja. Pač izpolniti je potrebno ta napotitveni obrazec, ki je hkrati tudi dokazilo na meji in to je to. V Slovenijo se bodo vrnili v okviru 14 zagotovo v okviru 14 ur, ampak če to ne počnejo dnevno, če to ne počnejo pogosto, če je to res izredna situacija, bo potrebno pač narediti en hiter negativni test in bo ta test dobrodošel tudi za stranko v Avstriji. Saj na nek način bodo osebe, ki bodo prišle, izvajalci storitev, lahko rekli, imamo veljavne teste, sveže, tako da brez skrbi bomo opravili delo in se potem vrnemo domov. Nadaljujeva z vprašanji. Naši delavci serviserji opravljajo servisno dejavnost v Avstriji. Ali morajo tudi oni s seboj imeti izpolnjen Anreise formular? Pravzaprav Anreise formular več ne obstaja. To je v pomladanskih mesecih se je uporabljal, sedaj pa ni več potreben. Zdaj, delavci, ki opravljajo servisne storitve v Avstriji, so pač v Avstrijo napoteni, se pravi, imajo napotitven obrazec, ZKO3 obrazec s sabo, okolikor so celo zaposleni, da gre za dnevnega migranta, imajo celo pendler formular, pri številnih teh rednih pogodbenih razmerjih se še enostavneje uporabi pendler formular in to je to. Druge registracije ni. Če bo nastala po teh novih pravilih, bomo videli tekom naslednjega tedna. Moj mož ima SP in je prevoznik. To je naslednje vprašanje. Katera vozila za avstrijsko podjetje, katere vozita za avstrijsko podjetje v Avstriji? Domov prihaja vsaj enkrat mesečno. Tam ima parkiran osebni avtomobil, kateri pa ima konec januarja tehnični pregled, ki ga je treba opraviti v Sloveniji. Od avstrijskega podjetja, za katerega dela, ima potrdilo, da ima pri njih parkiran avtomobil. Ali lahko gre domov z avtomobilom? Katere dokumente potrebuje? Kaj pa v primeru, če pride mož domov s kamionom zaradi dela in greva jaz in on v Avstrijo po njegov osebni avtomobil, da bo lahko šel na tehnični pregled? Potem rabiva verjetno negativni test. Se pravi, on ima osebni avto, ki zdaj potrebuje tehnično registracijo, in je parkiran v Avstriji in ga je treba čez mejo spraviti in sprašuje, kako bi to nekako najbolj idealno speljali. Zdaj, to vprašanje je zelo specifično.
Jaz bi predlagal, da se najprej pozanimajo, ker veljavnost tehničnih pregledov se je tudi zaradi korona razmer nekoliko podaljšala, se pravi, ko je iztek, imamo še določen čas, da tehnični pregled dejansko izvedemo v delavnici. Kolikor se bo mož vrnil s tem avtomobilom in upošteval to omejitev, ni nobenega problema, pač on se vrača domov. Glede na to, da se domov vrača enkrat mesečno, sem razumel, ne gre za rednega dnevnega migranta, bo tlele k ničemu uveljavljal, niti starševski stik ne more uveljavljati, zato ker se ne bo vrnil v 12 urah, predvidevam, da ko pride domov vsaj za en vikend, Tako da v tem primeru se bo pač iz Avstrije vrnil z testom, to bo za njega najbolj enostavno in bo poskušal narediti tako, da je to tudi hiter test, ker pri vstopu v Slovenijo mu bo veljal 24 ur, se pravi tisti dan, ko ga opravi, se lahko vrne v Slovenijo in tudi če se čez 3 dni vrne nazaj v Avstrijo, v Avstriji velja ta test 72 ur, bo zadevo pokril. Tako da to mu je minimalni strošek, če sploh v številnih deželah, namreč v tem trenutku izvajajo množična testiranja in kolikor se bo pač prijavil na to množično testiranje, ponekod niti prijava ni potrebna na Dunaju, sta dve lokaciji, kjer prijava niti ni potrebna, gre tja, opravi test in to je to in je celo brezplačen. Ok, nadaljujeva še. Zanima me zaradi psihične tesnobe in s tem dokazana sveža potrdila, diagnoze in stanje od terapevtov in psihiatrije. Ali je dovoljen iz Avstrije obiskati partnerja v Sloveniji s tem papirjem, žigom in brez testiranja? Se pravi, psihična obremenitev kot razlog potovanja iz Avstrije v Slovenijo obiskati partnerja. Ampak mislim, da smo že dosti dobro tudi to obdelali, ne? Videli smo, kakšna je izjema, se pravi stik, starševski stik z otrokom, oskrba nege družinskih članov, tudi na poti v Slovenijo je dopuščena, ampak zahteva vračanje v 12 urah. Tako da, kolikor so pripravljeni to v 12 urah izvesti, ni problema. Če pa bo to trajalo dlje, in jaz predvidevam, da večina teh oseb želi potem ostati pri sorodniku, potem pa je lažja pot z veljavnim negativnim testom. V vsakem primeru je test, se mi zdi, kar ena iz mast stvari, ki jih moramo imeti, in potem se mi zdi, da je... Mislim, tako enostavno je v tem trenutku že dobiti tudi hiter test, ki je zelo poceni v lekarni in celo brezplačen, kolikor se pač prilagodimo tistim točkam, ki so v posamezni deželi na razpolago. Tako da, če se, ne vem, ta oseba vrača z Dunaja, na Ernst-Happel stadionu lahko zjutraj gre tja, v eni urici bo z metrojem tja in nazaj vse opravila in je pripravljena za pot Slovenije. Tako se poslužujemo teh rešitev, ki so na mizi, ravno za nas, da nam olajšajo mobilnost, ko je potrebno. Gospa Živko, upam, da smo s tem odgovorili tudi vam na vprašanje, kje lahko najdemo podatke o lokaciji, kjer se izvajajo hitri testi, ker se jih omenil gospod Pšeničnik, kje na Dunaju se jih da. Hitre testi. Na kateri spletni strani? Kje pa ste locirali, gospa Živko? Če ste na Dunaju, potem je gospod Pšeničnik že omenil, kje se lahko brez registracije testirate. V Dunaju so 3 velike testirne postaje, se pravi Ernst-Happel stadion, potem Dunajsko sejmišče in Birgittenauer, kjer je mogoče tudi drive-in pristop, tako da izkoristite to. Tukaj v Celovcu imamo, tukaj na sejmišču, na primer, je postaja, pač potrebno se je registrirati in tako in enostavno se zapelješ z avtom in je to. Njo bolj zanimivo območje Gradca, ampak jaz mislim, da katera spletna stran, kaj veste, mogoče gospod Pšeničnik, katera spletna stran ima povzetek vseh lokacij testiranj? A to obstaja, kaj imate kakšen pregled? Če bo gospa noter vnesla COVID-19 in testiranje Gradec ali pa Steiermark, bo dobila na mizo vse podatke. Drugače, glavna splošna stran za COVID informacije v Avstriji je pa stran socialnega ministrstva, spravi socialministerium.gv.at. Vsem udeležencem lahko samo
Te informacije, ki jih danes govorila, bova z gospodom Šinčnikom zbrala z vsemi linki in tako in vam jih potem tudi pošljemo na ta mail, s katerim ste se registrirali na ta webinar danes. Aha, nekdo nam je tudi v chat, če pogledate, nam je že nekdo poslal. Gospod Kovič, hvala lepa, tako da lahko vsi pogledate v chatu in lahko kliknete na ta link, ki je možno testiranje. Še eno vprašanje imava, in sicer imam slovenski SP in po pogodbi upravljam IT storitve za UK podjetje, se pravi podjetje iz Velike Britanije, ki me je napotilo za 1 mesec delati v Avstrijo. Torej planiram biti tedenski migrant in je to razumljivo, me pa zanima, kako dokazujem potrebno pot v Avstrijo, če imam poslovno sodelovanje z UK podjetjem. Glede ponovne vrnitve v Slovenijo je pravzaprav tukaj dokazovanje odvečnosti, ker vidimo, da tedenske izjeme za tedenske migrante ni. Obstaja samo izjema za dnevne migrante. V tem primeru bi se pogovarjali, kako to dokazovati, pa bi dali na mizo verjetno pogodbo, potem tudi obiske na drugi strani, na dnevni ravni ali pa seznam obiskov. V tem primeru, ki je pa zdaj omenjen, pa že v začetku vemo, da gre za tedensko mobilnost čez mejo in ta tedenska mobilnost pač ni izjema, vsaj ne na slovenski strani meje. In bo potreben test. Andrej odgovarja, v Gradcu so možni testi v Mesegrad, Hale A, Meseplac 1, tako da evo ti, pa smo nekaj. Mislim, da imamo še eno vprašanje. Kako je z legalnostjo prehoda meje, kjer ni avstrijskih niti slovenske, ker pač ni kontrole, v primeru, da so te kasneje notranje kontrole. Imamo nekaj teh lokalnih prehodov, kjer imamo to situacijo, da včasih ni kontrole. Tam lahko pa nas nekdo ustavi na cesti, ne? Seveda, mislim, korektno je in prav je, da se zavedamo, kakšne omejitve nas na meji čakajo. Kolikor na mejnem prehodu iz kakršnih koli pač razlogov, še posebej, če gre za zelo male mejne prehode, pač kontrole ne bo, prav, potem tudi ne bomo tega zagovarjali naprej. Ampak prav je, da vemo, ker lahko nas pa povprašajo tudi kasneje na cesti, ob kakršnem koli dogodku, kdaj smo prečkali, s kakšnim razlogom smo prečkali. Lahko nas policija ustavi, ker smo prekoračili hitrost in nas vprašajo, kakšen je razlog našega postanka v Avstriji, imamo kakšno dokumentacijo v tej zvezi. Tako da bodimo pripravljeni tudi, če vemo, da je kje pač takšen prehod mogoč. To ni pravilo, daleč od tega. Še 2 vprašanji imava, in sicer Andreja sprašuje, imam stalno prebivališče v Avstriji in slovensko državljanstvo. Kakšne so omejitve za obisk staršev v Sloveniji, prehod meje iz Avstrije v Slovenijo ter vrnitev iz Slovenije v Avstrijo? Kako aktualen mora biti moj negativni antigen test? Ali lahko ostane samo 12 ur, če sem prav razumela? Katere dokumente potrebujem? Registrirati se mi ni treba, če sem prav razumela. Torej, a se mora registrirati test 12? Kakšne so omejitve za mojega moža, ki je pa avstrijski državljan, če želi v Sloveniji obiskati tasta in taščo? Se pravi, tudi on bi opravil test in tudi ali morata oba dve izpolniti obrazce in ali ima ta test velja 12 ur. Kolikor gremo na tole, bom rekel, najbolj valjno rešitev, potem imamo opravljen test in imamo v Avstriji, še posebej za vrnitev v Avstrijo, ker iz Avstrije prihaja, da sem razumel, izvedeno elektronsko registracijo. V tem primeru nimamo težav. V Slovenijo vstopamo z testom, ki velja vsaj 24 ur oziroma 48 ur, karkoli bodo naredili, če bo hiter test, takoj bodo vstopili in so v Sloveniji. Ko se vračajo v Avstrijo bo ta test sprejemljiv, če ne bo starejši kot 72 ur. Kar pomeni, da 2-3 dneve fleksibilnosti za družinski obisk tlele takšen test omogoča, kar je popolnoma dovolj, predvidevam. Če pa so interesi daljši, se pravi, da res gremo za teden dni ali kaj podobnega, potem pa se moramo zavedati, da bomo pač 2-krat naredili test. Kolikor pa govorimo zdaj o izjemi, ker gospa je omenila 12-urno izjemo,
za stik z starši, potem pa niti ni potreben testa, potem mi koristimo tukaj izjemo, jo moramo tudi na meji argumentirati in jo bomo argumentirali tudi na avstrijski strani meje, ampak na avstrijski strani meje z pogostostjo, z rednostjo, z vsaj mesečnimi obiski. Ker sicer mora to biti nekaj nepredvidenega, nepredvidljivega. Pravite, da mora biti pravite, da mora biti pot enkrat mesečno, ali to pomeni, da mora biti enkrat mesečno kot podjetje ali enkrat mesečno kot dotični delavec na podjetju? Zmeraj govorimo o konkretnih osebah, tako, to je vedno vezano na osebo. Kje pa v Sloveniji kje se lahko v Sloveniji naredi brezplačne hitre teste, še sprašujejo. Jaz se žal ne vem. Če mogoče kdo od naših poslušalcev oziroma od nas ve, naj da v chat noter, pa bomo delili z ostalimi. Razen če vi veste, gospod Pšeničnik, kje se v Sloveniji da delati brezplačne hitre teste? Vem, da so nekaj tednov nazaj brezplačne teste ponujali v večjih centrih, v Ljubljani, tako da možnosti so bile, ali so tako široke, ali še zmeraj trajajo v tem trenutku, to pa žal. Najin IT-ovc ne sprašuje še enkrat in sicer bo še, pravi, se opravičuje, če nisem bil dovolj jasen, pravi, kako nazaj v Slovenijo, zdaj mi pa hitro skačejo naprej, kako nazaj v Slovenijo mi je jasno, me pa zanima, kako priti v Avstrijo, ali sem pendler, ali sem ZK03 obrazec, ali poslovni letar, se pravi, kot dokaz, zakaj hodim v Avstrijo. Torej zgolj vstop v Avstrijo ga zanima, kaj on potrebuje, se pravi, kot tedenski delovni migrant, čeprav v bistvu njegov zaposlovalec je UK, ne? Ali je to torej ali pendler, ali ZK, se pravi tale obrazec ZK03. ZKO03, ne? V vsakem primeru bo mogel izpolniti ZKO3, zato ker to je pač osnovni obrazec, ki spremlja vsako napotitev. Tako da temu se ne more izogniti. In že to je zadostno dokazilo. Je pa res, da ta pendler formular se je zelo uveljavil tudi za te namene, tudi zaradi tega, ker je viden običajno na armaturni plošči, in so ga tudi obmejni organi navajeni. ZKO3 obrazec je bolj tehnični obrazec, ki ga imamo v dokumentaciji, poleg pogodbe, prevedene pogodbe, naloga in tako naprej. Tako da jaz v njegovem primeru bi pri taki pogostosti to pač naredil oboje. Je pa res, da bi mu pendler formular potem potrdila njegova stranka, ta redna stranka, ki jo tedensko obiskuje v Avstriji. Tako. Ker zagotovo delate vi pri nekem naročniku, če so ga pravilno razumela. Samo še ena, Brigita, samo še za potrditev sprašuje, ali sem pravilno razumela, da lahko ob hitrem negativnem testu delamo v Avstriji 12 ur. Se moram pa potem še vedno prijaviti? Delamo v Avstriji 12 ur. Se pravi, da pridem jaz na delo, na opravljanje dela v Avstriji. Zdaj vprašanje je, ste vi delovna migrantka ali gre spet za opravljanje storitev, ne? Pač sam test nikakor ni pogoj ali pa že garancija za to, da lahko delo v Avstriji opravljamo. Če sem v Avstriji zaposlen, je osnova moje zaposlitve pač delovna pogodba. In testiranje, redno testiranje, opravljen test je zgolj nekaj, kar spremlja moje prehajanje meje ali pa kar od mene zahteva ali pa celo ponuja delodajalec. Zdaj, zakaj je gospa omenila 12 ur, ker edina povezava tlele z 12 urami je pravzaprav povezana z ohranjanjem teh čezmejnih stikov, ampak na slovenski strani meje. Tako da mogoče so se stvari malce pomešale med sabo. Če ima gospa negativni test, potem je to zagotovo garancija, da lahko vstopa v Avstrijo brez težav. Če pa v Avstriji opravlja še kakršno koli storitev, delo ali karkoli drugega, je pa to ena ločena zadeva.
Kar nekaj, jaz upam, da vsi vidite v komentarjih, načeloma so napisane za vse, tam lahko kar nekaj vas je delilo, kje se lahko testirate v Sloveniji. Hvala za vse te linke. Ok, imamo še nekaj vprašanj, pa gremo najprej na tega. Vezano na turistični tranzit, vprašanje je na kateri... A se slišiva? Ja, mogoče samo en trenutek še omenim za tole gospo, ki je omenila. Se pravi, za Avstrijo za 12 ur, mogoče povezava. Se pravi, kolikor gre za poslovno pot v Avstriji, poslovno pot, nekaj, kar je enkratnega, kar se ne ponavlja, nam je to ena izmed nesplošnih izjem, ampak ena izmed olajšanih možnosti vstopa v Avstrijo, poslovna pot, pri čemer moramo imeti negativen test, sicer je pač karantena, in hkrati tudi elektronsko prijavo. Se pravi, to izjemo, o kateri smo se pogovarjali, ko smo se kar naenkrat odmaknili od testov in še ostalega, ta izjema se v Avstriji povezuje samo s periodičnostjo, da se to res redno odvija. Če je to enkratni dogodek za gospo, enkratna poslovna pot, potem je v drugi kategoriji. Rabi test in rabi tudi elektronsko prijavo. Dobro, zdaj pa še malo, ker zdaj smo že skoraj na 1 uri. Se pravi, Jasna sprašuje, sem slovenska državljanka s stalnim prebivališčem na Dunaju, starši živijo v Sloveniji. Če pridejo na Dunaj na obisk zaradi pomoči pri oskrbi 3 mesece starega vnuka, morajo imeti ob ponovnem vstopu v Slovenijo negativen test. Res je. Tako. In to je to. Sem mislila, da potem še nadaljuje, ampak je ponovila vprašanje. Torej potrebujejo negativen test, potem ko se bojo vračali, ne? Ja. Obratna pot je pač omejena na 12 ur, kot rečeno, ampak če bi se ta gospa iz Dunaja obiskala starše doma, in bi se v 12 urah vrnila nazaj, potem je lahko izjema na slovenski strani. Tako, jaz mislim, da smo danes izčrpali vse možne kombinacije in variacije prehodov. Nestrpno pričakujemo informacijo s ponedeljkom, kaj se bo zgodilo, kakšni so verjetno spet novi pogoji. Z gospodom Pšeničnikom sva, kot rečeno, obljubila, da bova naredila en zapis in vam poslala ta zapis teh linkov in nekih teh izjem preko e-maila, s katerimi ste se registrirali danes. Sicer pa tako na Slovenski gospodarski zvezi na spletni strani vedno objavljamo sveže podatke, kaj so novi ukrepi in izjeme, še bolj pa seveda Veleposlaništvo Republike Slovenije na Dunaju. Vaša Facebook stran je sploh zelo ažurna in dobro ugledana in bi res pohvalila ažurnost informacij in pravilnost informacij, no? Hvala. Tako da, mislim, da smo zdaj vse izčrpali, vse vprašanja odgovorili. Če sem koga zgrešila, se opravičujem, pošljite na mail, lahko tudi na vesna.hodnik@sgz.at in vam bomo seveda odgovorili. Hvala, gospod Pšeničnik, za javljanje iz Dunaja. Lep pozdrav iz Celovca in s tem še eno sporočilce je prišlo na hitro noter. Hvala. Hvala vsem udeležencem in se vidimo ob naslednjih spremembah. Hvala tudi v mojem imenu, kolikor so dileme, vprašanja, smo vam zmeraj na razpolago, tako da skupaj bomo zagotovo našli rešitev. Velja, zdržimo še malo, ne? Zdržimo še malo vsi skupaj. Tako. Srečno, bodite zdravi.